V okviru Evropskega partnerstva za inovacije je bil lani odobren projekt Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji od pridelave do trženja. Projekt, ki je nastal na pobudo pridelovalcev jabolk, vodimo člani Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Kot svetovalci sodelujejo Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, KGZS Zavod Novo mesto in KGZS Zavod Maribor. Pridelovalci so iz 3 statističnih regij, in sicer iz Posavske Anton Koršič, Vojko Šušterič, Gordana Rožman in Darsat d. o. Iz Podravske regije sta Bojan Frešer in Gorazd Potočnik ter iz Savinjske statistične regije Aleš Gorišek Brodar. V novi sorti jablane Bonita so združene odlične notranje lastnosti in atraktiven videz ploda ter odpornost na gospodarsko najpomembnejšo bolezen jablane, jablano škarlub. V Evropi se sorta Bonita lahko širi samo kot klubska sorta, s katerimi v Sloveniji še nimamo izkušenj, saj do sedaj z uvajanjem nismo bili uspešni in večkrat celo prezrti pri večjih klubih. Namen projekta je združiti pridelovalce, ki bodo v Sloveniji gojili klubsko sorto jablane Bonita, jo uspešno skladiščili in enotno tržili na slovenskem trgu. Cilj projekta je uspešna pridelava in prodaja, za katero je potrebno zagotoviti jasna tehnološka navodila gojenja, optimalne pogoje skladiščenja in inovativne načine enovitega trženja. Za doseganje ciljev smo postavili 3 stebre projekta, in sicer tehnologija pridelave, skladiščenje in trženje. Pri vseh stebrih potekajo aktivnosti po predvidenem programu. Prvi steber, tehnologija predelave. S tem namenom je bila na različnih lokacijah že izvedena demonstracija različnih tehnoloških ukrepov. In sicer priprava zemljišča in postavitev nasada, nega tal, rez, redčenje, diferenciacija in določanje optimalnega uveska, diferenciacija rodnih vrst po obiranju in strojna rez. Poleg tega je bila izvedena tudi demonstracija in stalno spremljanje prehrane rastlin in tudi varstva rastlin. V kratkem sledi še analiza letnih ukrepov in nadgradnja v naslednjem letu. V tem letu je bilo postavljenih že 7 poskusov pri pridelovalcih na 5 lokacijah, in sicer na temo obremenitve dreves v 1. in 3. letu rodnosti, glede mineralne prehrane rastlin, glede kozmetike plodov pri jablani in pa glede obdelave tal pod drevesi. Kot prve rezultate lahko že izpostavimo enoletne rezultate preverjanja količine pridelka, ki ga lahko pustimo na različno starih drevesih. Ugotovili smo tudi že, da bo pri tej sorti potrebno večkratno obiranje pridelka. Priporoča se vsaj 2-krat, morda bo potrebno celo 3-kratno. Problem odpadanja plodov pred obiranjem smo letos uspešno rešili z uporabo obst hormona, čeprav je bilo to v prejšnjem letu precej velik problem. Ugotovili smo tudi, da je čas obiranja verjetno nekoliko kasneje, kot poročajo, ker je za kakovostne plodove sorte Bonita izrednega pomena tudi ustrezna rdeča barva, se pravi razvoj krovne barve. Drugi steber je skladiščenje. Na tem področju je bila tudi že izvedena delavnica
predstavitve zrelostnih parametrov za pridelovalce in svetovalce. Predstavljeni so bili tudi potencialni načini skladiščenja, in sicer v navadni atmosferi, kontrolirani atmosferi, dinamični atmosferi in z uporabo 1-MCP-ja. Vsi ti načini so trenutno v preizkušanju z namenom, da ugotovimo, kateri od teh je najprimernejši za skladiščenje jabolk sorte Bonita. Tretji steber je trženje. Pri tem stebru uspešno razvijamo strategijo trženja in promocijo sorte. Izdelana je celostna grafična podoba sorte z imenom Bonita Si, ki označuje jabolka sorte Bonita pridelana izključno v Sloveniji. Sorta je bila že večkrat predstavljena, in sicer na 26. sadjarskih dnevih Posavja 2020, lani na 15. Lembergerjevem sadjarskem posvetu, na srečanju sadjarskega in vrtnarskega društva v Ljubljani, v oddaji Dobro jutro in pa na novinarski konferenci, kjer so bili prisotni novinarji iz Radia Televizije Slovenije, iz Radia 1, Dolenjskega lista, Kmečkega glasa, televizije Ansat in pa časopisa Dnevnik. Vsi ti so tudi poskrbeli za objave in promocijo nove sorte Bonita. Uspelo nam je izvesti tudi že nekatere degustacije, in sicer med študenti magistrskega študija smeri hortikultura in pa med člani Strokovnega sadjarskega društva Slovenije. Nadaljnje degustacije pa letos žal zaradi covid situacije nismo mogli izvesti, jih pa načrtujemo v prihodnje. Poleg tega bomo nadaljevali tudi z demonstracijskimi prikazi na kmetijskih posestvih in preverili učinek še kakšnega tehnološkega ukrepa. Poleg razširjanja znanja vertikalno od raziskovalne inštitucije preko svetovalne službe do predelovalca, se zavedamo tudi, da je izrednega pomena, da se znanje širi horizontalno med kmeti sadjarji. Zato smo ponosni, da je že v prvem letu nastalo precej novih nasadov, ne samo med člani partnerstva, ki so označeni z rdečo, pač pa tudi pri drugih zainteresiranih predelovalcih v različnih regijah Slovenije. V nadaljevanju bomo glavnem stremeli k doseganju zastavljenih ciljev, da ob koncu projekta izdamo tehnološka navodila za gojenje jablan sorte Bonita, vključno z optimalnim načinom skladiščenja, ter naredimo sorto prepoznavno pri potrošnikih. Sorta so jabolka in izdelke iz jabolk sorte Bonita trenutno lahko dobite pri predelovalcih in v trgovinah Spar. Na ta način sklenemo krog od pridelave do prodaje klubske sorte Bonita na trgu v Sloveniji, kar bo predstavljalo veliko dodatno vrednost v primerjavi z dosedanjimi načini trženja jabolk v Sloveniji. Vsi sodelujoči v tem projektu, od kmetov sadjarjev, svetovalne službe in tudi raziskovalcev, so izrazili zadovoljstvo s sodelovanjem v EIP projektu Bonita. Zato se vam najlepše zahvaljujem za financiranje in za pozornost, ki ste jo namenili, da smo lahko ta projekt tudi predstavili. Hvala lepa.